Živijo, moje ime je Kaja Solo in dobrodošli spet v Sims Džungla Star Edition. Torej, preden začnem s tem videom, prvo dajte like in spoznajmo naše drage tekmovalce. Prvi je Luka, potem je Kanai, naslednji je Devanitai, jaz, Kaja Solo, Bor Zagoričnik, Erik Pibernik, Nušaca in Ema Jagič. Zdaj pa, kar začnimo. Torej, to je naša hiša. In zdaj prvo, kar moram narediti, je, da jaz vse tele nepotrebne stvari zbrišem, ker sem se odločila, da bom celotno hišo zgradila čist na novo, oziroma opremila. Ne bom jaz zgradila. In to mislim, da je najbolj simpel del. Enostavno, vso pohištvo, ko je bilo že preloadano, sem enostavno zbrisala. Vem, bi začela s prazno hišo, ampak o tem nisem prej razmišljala in now we're here. Potem sem začela z neko osnovo in v bistvu nisem vedela, kje začeti dejansko in sem se odločila, da začnem z našim Džungla studijem. Zdaj, ni čist tak, ko ga mi dejansko uporabljamo, malo sem ga dodelala, malo sem ga dodatno spopedenala, ampak v bistvu to je naš nek workplace. Naredila sem zadnji green screen, spredi sem dala naš slavn bel couch in par luči, da res izgleda profesionalno, tole našo mizo, par teh stolov za make-up delati, zato da pač nas lahko lepo naličijo in dodala sem še tale rumen green screen ali neki. V glavnem celotno opremo, kar rabimo za snemat, sem dala noter. Tudi garderobo in pa plan, kako bomo vse to delali. Imamo tudi eno tako malo čakalnico, kamor sem dodala v bistvu malo hrane in pijače, da si lahko pač postrežemo, če smo lačni ali pa žejni. V glavnem to je naš studio. Dodala sem še en tak waiting room, zato da lahko pač se usedemo dol med tem, ko snemamo, tako sem dodala tam. In sem nadaljevala z gymom. Ne vem, zdelo se mi je, da bojo fantje rabili gym. Definitivno bojo hoteli se recreatati, zato sem dala noter par rastlin in par teh fitness naprav in seveda dodala sem še tuše, da se bojo lahko po gymu še stuširali, pa par teh šlafrokov. V glavnem dekoracije, vse sorte. Meni se zdi, da zgleda cute, sicer nisem neki profesionalc v opremljanju, ampak ja. Na to sem nadaljevala z stvarjo, ki se mi je zdela najtežja, ne vem zakaj, ampak jaz sem ne znam lepo opremiti kuhne. Ne vem zakaj. Jaz sem v bistvu naredila čisto tako preprosto ogromno kuhno, ker nas je v bistvu v hiši 8 in rabimo vsaj 2 štedilnika, 2 umivalnika, 2 hladilnika in par teh v bistvu detajlov, pač te dekoracije. Dodala sem še jedilnico, kjer itak mora biti 8 stolov, ker nas je v hiši 8 in spet dekoracije čim več, da zgleda čim bolj domače, da se počutimo kot doma. Ja. Celo kamin sem nadala noter od jedilnico. Nadaljujemo z dnevno sobo, ki je v bistvu tak center vsega skupaj. Tu se bomo družili, tukaj se bomo zabavali, zato sem naredila res ogromen prostor. Hotela sem dati noter en ogromen televizor, ker pač predvidevam, da imamo vsi radi filme in bomo ogromno filmov gledali. Dodala sem še pač te rastline, pa hišni kino, pa ne vem, PlayStation, pa te fore. Malo sem razprostrla vse, da pač slija malo večje. In dodala v bistvu naš deloven kotiček, ker pač smo vsi youtuberi, rabimo ogromno enih miz in računalnikov, sicer nisem jih dala 8, ampak sem hotela narediti tak mal kotiček, kjer ima vsak svoje. Zato so tudi računalniki različni in tudi stoli so različni. Pa nazadnje sem dala še gor ene take planerje, da v bistvu pač vsak ve, kaj mora delati, ker pač mi moramo zelo garati na džungli. Ne, hecam se. V glavnem tele planerje sem nam dala in vsakemu svojega, zato sem pač spremenila barve in tole steno, da v bistvu loči dnevno sobo od delovnega prostora. In tako spet dodala sem par rož. Potem sem spremenila še pod, pa spremenila sem tapete, da zgleda tako malo bolj fancy, šmensi, to. In v naslednjem nadstropju sem naredila naše sobe. Zdaj moram narediti 8 sob, zato sem nekaj razdelila na 8 delov. Se pravi,
v bistvu po 2 bota živela skupaj in bota imela skupno kopalnico, se ful opravičujem, ker pač je to, ampak, pač more biti. V glavnem, začela sem s Kanajem in z Devo, ker sta dvojčka in se mi je zdelo najlažje, ker bota imela najbolj podobne sobe. Vem, da verjetno ima gre to ful že na živce, ampak ko sem pač eno sem dala modro, eno sem dala rdečo in se pač tek ločita. Ne vem, nisem imela neki ful idej. Jaz vedno rabim malo, da padem noter in da najdem vse stvari, ko pač bi jih rada dodala v vsako sobo, da pač nastane lepa. Teda, če vama ni všeč, se vam opravičujem. Naredila sem še kopalnico, kjer imate glihtek en modro umivalnik in en rdečo umivalnik in ja, celotno stvar sem v glavnem opremila. Dodala sem še tele pisana vrata, ker se mi zdi, da sta ona dva tako od nas najbolj pisana. Ne vem, ona dva sta meni take maurice. Pa sem nadaljevala z sobo od Bora in zaradi tega, ker Bor je tak čuden, sem mu dala tole postlo za nezemljane. In zraven ima sobo še Luka. Luka ima par posterjev, pa tek mal gaming room, zato sem mu dodala še gamerski računalnik, da bo lahko igrice igral. In Boru sem dodala polno enih čudnih stvari noter, ne vem, zakaj sem dala ogledalo, ampak ok, zato da se lahko gleda, neke čudne luči, pa to sliko z jajcem pa z pomarančami, ne vem. Ful nisem imela idej, kaj naj dam noter. Pol sem njima še naredila eno kopalnico, v bistvu čisto simple, skoraj vsi imamo isto kopalnico v bistvu, pač vsaka je malo v različnem stilu, ne vem, kaj bi tukaj neki ful ustvarjala. Zdaj vem, da tudi video verjetno ni še toliko zanimiv, kot pa pol, ko bomo dejansko začeli živeti noter. V glavnem, naslednja soba je Emina soba, ki je v bistvu tako ful moderna in mi je poslala tudi eno sliko, po kateri sem tudi delala. Noter sem jim dala tudi omaro, zato ker ima ful rada fashion in ogledalo in ful enih rastlin, da zgleda seksi. In naslednja je moja soba. Moja soba je taka ful vintage inspired, zato sem dala ful teh vzorčkov in ne vem, zlato, ne vem kaj. Vsem je to ful všeč. Jaz bom imela enkrat tako stanovanje. In tale roza fotelček, da lahko imam svoj kotiček za brat. Pa ogromen tepih, pa zavese, v glavnem vse ful fancy. Dodala sem še vrata in nadaljevala s kopalnico. Kopalnico sem tudi naredila bolj kot ne v mojem stilu, oprosti Ema. Ampak nisem imela neki ful idej, zato sem pač enostavno naredila neki pač roza, zlato, ne vem, vse verjetno bi bilo všeč, upam. In potem sem nadaljevala, pa tapeto sem še dala in potem sem nadaljevala z Borovo sobo, ker sem mogla noter dodati še DJ mizo, ker on se ukvarja z glasbo in se mi zelo primerno. Naslednji je Bor. Boru sem dala ful te neonske luči, sicer ni jih nekaj ful opcij, lahko bi mu dala one ledike, ampak ni jih, oziroma nisem si jih downloadala. Dodala sem v bistvu en tak gaming setup, da pač taka igrica igra in naredila sem še sobo za Nušo. Nuša pa Bor se ful opravičujem, ker morata vidva biti skupaj. Hotela sem razdeliti na punce pa na fante, sam pač je neparno število, tako da ja. In sem naredila nažalost tudi skupno kopalnico. Ups. Ampak je full cute izpadlo, se mi zdi, da ni preveč dekliška, pa ni preveč fantovska in je tak perfect combination. Pa sem naredila na strehi, sem naredila še en tak hangout plac, kjer sem naredila tak odrček, boste pol videli, kaj vse sem dala gor. In ne vem, za igrice, pa za muziko, mi imamo celotno streho za partijat, pač če bomo imeli kakšne žurke, ker pač trenutno v živo ne moramo imeti žurk, ne imamo vsaj v Simsi, pač veš, kaj mislim. Dala sem luči in to je basically to za zgornji štuk, pa sem zunaj dodala še par palm, pa okrasila sem, da se v bistvu, ne vem, imamo zunaj še campfire, pa to ograjo. Pa dodala sem na še različne stvari za pač outside activities. Ne vem, to je neki jacuzzi, pa za rastline, pa v glavnem tako izgleda naša hiša. Na koncu sem še spremenila barvo hiše, ker se mi zdi ful primerna ta bela z modrimi detajli, ful bolj izgleda, in my honest opinion. In mislim, da je to za hišo že skoraj to. To je to. Upam, da vam je hiša všeč. Jaz se ful veselim, da začnem dejansko igrati zgodbo, da bomo videli, kako bomo se med sabo interaktali. Ker sem rekla, se opravičujem, ker v tokratnem delu še nisem, ampak jaz ful rada krasim stvari v Simsih in sem nujno mogla narediti en video, kjer delam vse sobe in celotno hišo.
Drugač pa je to za današnjem videu. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, nujno dajte en like, subscribite se dol spodaj na Džunglin kanal, komentirajte ta emoji, če ste pogledali če ste pogledali cel video in dol spodaj napišite, naj delamo naslednjič, kakšne drame naj ustvarimo in podobne stvari. To pa je to za danes. Se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!